Naše območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Radovljica Jesenice je bilo ustanovljeno 20. junija 1997 leta v Poljčah. Sedaj se največ ubadamo z izgradnjo našega veteranskega doma. V letu 1991, se pravi v osamosvojitveni vojni, pa je bila naša osnovna naloga blokada in zavzetje mejnih prehodov na Zgornjem Gorenjskem, blokada in zavzetje stražnic in pa seveda vojašnic Bohinjska Bela in Radovljica. Območje, kjer so vsi našteti objekti, je bilo pod poveljstvom Radovljiško-jeseniškega štaba teritorialne obrambe. Ko je nastopila jugoslovanska armada proti našim mejam 27. junija, je bil obseg naših razpoložljivih sil z ozirom na to, kar je imela v Zgornjesavski dolini jugoslovanska armada, sorazmerno majhen. Mi smo na 27. razpolagali z 48 možmi, ki so varovali Karovanški predol, ter dvema četama. Eno smo poslali v Rateče, drugo pa na območje Koroške Bele in Jesenic na zaščito magistralne ceste. Tako lahko rečem, da je bil prvi dan agresije, da smo mi imeli na razpolago okoli 220–230 mož. Poleti 1991. sem bil kapetan jugoslovanske armade, komandir prve planinske čete planinskega bataljona na Bohinjski Beli. Moja četa je med drugim nalogami imela tudi nalogo globinskega varovanja državne meje. Sama četa je bila aktivirana približno okrog 8:30 27. in sicer po vodih. Sam sem moral z enim ukrepljenim vodom zavzeti mejni prehod Karavanke in pa železniški mejni prehod na Jesenicah. Vendar je bila kolona zaustavljena že pred Bledom. Cesto so zaprla s hlodovino naložena vozila gozdnega gospodarstva in Alpeturovi avtobusi. No, v tem času, ko smo mi že vozila razporedili in seveda so že bili vse razporejeno, smo tukaj spodaj, noter v tem delu, noter smo videli, da prihajajo že iz kasarne vojska, sicer samo z puškami, avtomati, in so šli tukaj v Psavje gor za Mačkovcem nazaj proti Bledu in potem, ko smo kasneje izvedeli, proti Ratečam. Z Bleda so me poslali, da ne grem pač tlele proti barikadi, se pripeljem tle dol, pač postavim avtobus počez, nekje sedim noter, pobiram tisti drobiž, te zadeve, ki sem imel še tam razmetan, in pridejo in me obkoljo. Tako da, ko sem jaz nekje pogledal, je bo pa cel vod vojakov okoli mene, s puškami uperjenih proti meni, in so me poje ven, roke gor na avtobus, pa pregledali so, če kaj sem oborožen, pa te zadeve. Kakšno uro smo tle stali in pa so me popustili, pa so šli. Ker teh tovornjakov nismo mogli premakniti, je padla odločitev, da vojaki grejo peš na izvršitev naloge. Tukaj pred tem ribiškim domom na Lancevem pa so že prihajali nekje tam okrog 9. ure prvi obvezniki in jih je Kristjan Zoran tudi pričel zadolževati z orožjem. In ko so se tukaj, da se je zbralo, tako bi rekel, prvih 20 vojakov, sem te takoj s kombijem, ki so mobilizirani, so bili tudi vozila za njih, smo šli s kombijem na Blejsko Dobravo, kjer smo na železniškem podvozu, ki je bil leta 1991 dosti manjši, postavili blokado. Tako da je bilo praktično vsa pot enostavno zaprta in je bila ta komunikacija onemogočena, da bi eventualno enota iz Bohinjske Bele lahko prišla preko Poljan do Jesenic oziroma naprej proti mejnim prehodom.
No, ko je bila četa, ta protidiverzantska četa radovljiška popolnoma zmobilizirana, je bila pripeljana tukaj v rajon Javornika in je bila naloga, da jih razporedim tukaj v obrambo smeri, tako da so bili razporejeni v tem delu, da so zapirali to mostišče in pa delno ob železniški progi, tako da so imeli tudi lahko možnost bočnega delovanja. Kolono vozil jugoslovanske vojske, ki je proti Radovljici prodirala iz Kranja, je zaustavila cestna zapora v predoru Ljubno. Mi smo imeli tle parkirane avtobuse ob cesti, parkiramo v prostoru, v boksu noter, en za drugim trije, da bomo blokirali tunel, če bo komanda. Ne? No, smo stali, čakali en cajt in ta komanda je tudi prišla. Ne? In tako smo zapeljali v tunel avtobuse, počez pa tako, da bo čim bolj zakompliciran, ne? Pa ni bo mogoče meni peljati. Ne? Kar pa pride policaj, pa hoče, da moramo avtobuse umakniti z tunela. No, jaz sem mu rekel, da komanda je samo ena. Tisti, ki jo je dal, jo tudi vzel, a bo rekel ja ali ne. Blokada je ostala in uspešno preprečila prodor. Zato se je jugoslovanska vojska obrnila in pot proti mejnim prehodom nadaljevala po stari cesti. Za postavljanje učinkovitih zapor je teritorialni obrambi zmanjkovalo časa. Tako je agresorska kolona premagala cestno oviro pri Posavcu in tudi naslednjo v Podvinu. Takrat, ko sem buldožer zapustil, sem laufal v tole smer do tiste hiše gor in sem se probal skriti. Medtem me je Spitsgauerem lovil in me je ulovil tam gor pri tisti bajti. Me je pa nazaj peš z avtomatom pripeljal do tukaj in se mogel takoj odstraniti buldožer. Vojaki iz Bohinjske Bele, ki so obtičali pred cestno zaporo pri Bledu, so pot nadaljevali peš. Prišli smo do glavne ceste Radovljica-Jesenice, kjer smo se pa vklopili v kolono, ki je prihajala iz Kranja. To je bila več ali manj del tankovske enote iz Vrhnike, sicer ne z sodobnimi tanki M84, ampak z tanki PT-76. In s to kolono smo krenili proti Hrušici. Kljub barikadam se je kolona jugoslovanske armade vse bolj bližala Jesenicam. Zato sta se Janez Koselj in Dimitrij Lokovšek odločila, da, če bo potrebno, kolono zaustavita z orožjem. No in tako je sva šla z Lokovškem. Sva vzela golfa, armbrust, orožje in sva šla tukaj na ta del. Pred blokado na mostu so bili tovornjaki postavljeni v blokado in čakala, če pride kolona, da pač prvega zaustavimo, če ne drugače z armbrustom. A kolone tam nista dočakala. Prihajala je kolona, kjer se je barikada na Soteski pred Koroško Belo odprla na zahtevo tedanje milice in potem je kolona tujih turistov, ki je želela zapustiti Slovenijo, pač šla skozi Koroško Belo oziroma po cesti mimo Koroške Bele, slovenskega Javornika, Jesenicam, za njo pa tudi kolona JLA-jevcev, ki so potem šli tako na Karavanke kot tudi na mednarodni mejni prehod Rateče in pa Korensko sedlo. Na Hrušici nad mejnim prehodom me je že čakal mejni vod iz Karavle-Belca in tle smo skupaj čakali, bom rekel, ono odločitev, kaj narediti naprej. Dimitrij Lokovšek je kot prostovoljec pomagal v štabu teritorialne obrambe na Jesenicah. Prvi dan agresije je bil s peščico teritorialcev na Hrušici, ko so se enote jugoslovanske vojske tam razporejale okoli mejnega prehoda Karavanke. Sočasno so se na mejnem platoju iz helikopterjev izkrcavali zvezni miličniki. Kljub temu, da se je glavnina teritorialcev umaknila premočnemu nasprotniku, se je Lokovšek pripravljal na spopad. V bistvenem trenutku ne samo, da sem imel pripadnike JLA iz Bohinjske Bele, ampak sem imel tudi helikopterski desant oziroma 4 helikopterje Mi-8, ki so prišli iz smeri Jesenic.
Dva sta začela s pristankom v bližini objektov mejnega prehoda Karavanke, dva pa naj bi nadaljevala pot naprej. Mi smo dobili najprej odobritev, da ne udarimo po tanku. Jaz sem to povelje dal fantu, ki je rokoval s tem orožjem, vendar fant v bistvu ni mogel streljati. Na kar sem jaz prevzel armbrust in moja odločitev je bila taka, sama pri sebi, ko bo tank prišel v ograjo, ki je bila cirka 100 metrov oddaljen od nas, bom udaril po tanku. Ja, istočasno sem imel na svoji desni helikopter Mi-8, ki je letel v smeri Mojstrane, tako da sem se obrnil v bistvu iz smeri tanka na njega, vzel sem ene presledke in ta mina izstreljena je pač šla v smeri helikopterja in eksplodirala nekje v smeri Mežakle. Kakšno uro potem, ko se je situacija malo umirila, sem v smeri juga zagledal eno osebo z rumeno zastavo oziroma kamenjeno cunjo, katera je verjetno, vsaj po mojih tistih opaženih, hotela se predati. Srečala sem se tukaj spodaj. Bil je eden od zvezdnih miličnikov, ki je prišel povedati, da si ne želijo vojne, ter predlagal, da se umaknejo na južno mejo, če jim teritorialci zagotovijo prevoz. Jaz sem to vse predal svojim nadrejenim, na kar pa so bile ene težave s prevozi in sicer niso mogli dobiti teh avtobusov, oziroma so jih dobili po 24 urah, ko pa pač več ta situacija ni bila aktualna. Začel je padati dež, kot pada zdaj, in zvezdna policija se je umaknila v prostore Karavanškega tunela oziroma mejne policije takratne, in s tem se je v bistvu ta situacija tukaj končala. Ko smo se na Hrušici gibali, hodili tam po cesti, smo srečali enega oficirja JLA-ja. Šele kasneje sem ugotovila, da je bil to Tone Vavroš, sicer doma z Bohinja, ki je tedaj bil zelo utrujen. Ko smo se pogovarjali z njim, ga prepričevali, je rekel: lepo prosim, pustite nas, da opravimo svoje, da poskrbimo za svoje fante, za katere sem odgovorna. Na nogah smo praktično od 6. maja in želimo si, da bi bilo vsega čim prej konec. Skupaj z zastavnikom Jugoslovanske vojske in pa mojim vezistim Slovencem smo se odpravili na mejni prehod Karavanke. Tam so nas že čakali policisti, ki so tudi že vedeli za moje ime, da jaz prihajam. Dogovorili smo se prvo jaz z komandirjem mejne policije o predaji in zatem še z, bom rekel, poveljnikom Gorenjske policije o mirni predaji Karavank Jugoslovanski armadi. Na to nogometno igrišče so 27. aprila s helikopterji desentirali pripadniki zvezdne policije, MUP-ovci smo jim rekli. To so bili specialci. Njihova naloga je bila zavzeti železniško postajo in prevzeti nadzor nad mejnim železniškim prisodom na železniški postaji Jesenice. Zato smo za zaščito železniške postaje razporedili oddelke protidiverzantske čete Jesenic in zaprli dohode do železniške postaje. Eden od udeležencev se takole spominja takratnih dogodkov. Mi smo imeli nalogo, da pač preprečimo ta premik v središče mesta, in ko se je kolona pomikala proti mostu, smo pač na mostu postavili blokado in ustavili kolono. Na našo, bom rekel, vztrajanje so se kasneje začeli umikati. Prej je bilo v bistvu zelo tako delikatna situacija, ker so začeli rezati carade in iz njih ven so se pokazale puškine cevi. Sama ta samohodka, ki je bila prva v koloni, pa je s to cevjo merila enkrat na mene, enkrat na mojega kolega s Hrušice.
Ko sta teritorialna obramba in jugoslovanska vojska sklenili dogovor, da se zvezni miličniki s Podmežakle priključijo zveznim enotam na mejnem prehodu Karavanke, je teritorialna obramba lažje nadzorovala razmere. In ob zagotovilu, bom rekel, območnega štaba smo te policaje pripeljali na mejni prehod Karavanke in skupno število teh policajev je bilo okrog 60. Tako da je kompletno moštvo, ki je bilo na tem prehodu, bilo približno 100-120 ljudi, skupaj pomeni policije in pa vojaki. Vmes se je predajal tudi mejni prehod, ki je bil po noči nekje, zdaj uro točno ne vem, predan zveznim policajem in se je slovenska policija umaknila z tega prehoda. Vojska ta dan ni bila na mejnem prehodu, ampak je ostala na Hrušici. No, potem na samem mejnem platoju, ko smo prišli, nas je sprejel en, mislim, da je bil iz tehnične službe Zveznega sekretariata za notranje zadeve, en Marko, pravnik je bil, ki je seveda nas poskušal prepričevati, kako imajo oni prav in vse razloge za to, da so zasedli mednarodni mejni prehod. Ko je prišel poveljujoči Josip Javk, smo tudi njega prepričevali, mu argumentirali, zdaj je prav, da odidejo z mednarodnega mejnega prehoda in predvsem poskrbijo, da ne pride do nepotrebnih zaostrovanj. Pa je potem kmalu zapustil ta prostor in sem mu rekel, da bo pač naredil tisto, kar mislil, da je v njegovi moči, da ne bi prišlo do žrtev in škode, da pa so dobili ukaz, ki so ga morali izvršiti. No, mi smo se potem po noči, malo po okrog 11. odpravili nazaj na občino in tako se je tisti prvi dan vojne končal. No, drug dan, no vse zgodaj smo s Koselom se zadala eno nalogo, da pač greva pogledat, koliko blizu sploh lahko prideva in če se da zadeti kakšen oklepnik. Na pobočju Mežakle sta našla mesto, od koder sta videla enega od tankov na mejnem platoju. Kljub velike oddaljenosti sta se odločila za strel. In sem ustrelil, kot sami vidite, je cirka skoraj slabih 300 metrov razdalje. Nekaj se je pred tankom vspred pokadilo in to je bilo več ali manj vse. Slišal sem še en glas, eno priklinjanje od ja, tank se je umaknil v zavetrje oziroma iz našega vidnega polja v kritje stavbe in to je bil tisti dan zaključek tega. Ta Armbrust nesoljeni je pol prevzel Kosel, ga je dal v službeno vozilo in isti dan so Kosela ga je zajela s tem Armbrustom, tako da je imel pol velike probleme. In ta dan je še zanimiv po tem, da je prišlo tudi do letalskega napada, v stvari naleta 2 orlov. Naloga teh 2 orlov mi točno ni jasna, ampak po tem, kar sem videl, je verjetno bila zapiranje mejnega prehoda Karavanke. Vendar niste izvršila nalogo, ker je raketiral samo eden od orlov in še ta je ustrelil mimo. Po pol ure nekje teh dogodkov je prišlo do spopada, prvega spopada med, bom rekel, jugoslovansko armado in zvezno policijo na eni strani in teritorialno obrambo na drugi strani. Prav v tem času se je poveljnik jugoslovanskih obmejnih enot Josip Javk pogajal na jeseniški občini. Obvestilo o raketiranju je poveljnika teritorialne obrambe spodbudilo, da je zagrozil z minometnim napadom na enote jugoslovanske vojske, za voljo česar je Javk obljubil umik svojih enot s Karavank. No, na štabu sem dobil pač nalogo, da grem tukaj do poveljstva enot JLA in da jim povem pogoje za umik. Eden od pogojev je bila zahteva, da se zvezni miličniki in vojaki umaknejo neoboroženi. No, razumljivo, Javk se s tem še zdaleč ni strinjal. Še en čas sva imela ta besedni dvoboj, na kar so pričeli hoditi ven policaji zvezni. Jaz moram reči, da niso nobene sprva delali, ne vem kaj, da hočejo nekaj narediti.
Ko sva se minila naprej, mi na lepem odzad naskočijo, pričeli so mi lomiti ali pa zvijati roke, en čas sem bil še pri moči, kasneje ne. In mi na silo tudi vzamejo pištolo, mi razorožijo, me pograbijo in me vržejo noter v ta prostor. Iz tega prostora so me potem privlekli in vrgli tukaj na stole in mi pričeli zasliševati, kaj, kako, namene, eno, drugo, tretje, ne, kdo jih vse obkoljuje in zakaj pač govorim po slovensko, da se ve, kjer je uradni jezik in tako naprej. To je bilo dolg časa ta mučna situacija in kasneje, ker je bila pač miza, ni bila dober predmet za privezovanje, so me pripeljali sem in me priklenili tukaj z levo roko na ta radiator. Medtem se je v teritorialni obrambi začela oblikovati posebna bojna skupina, ki se je aktivno vključevala v osvobajanje Zgornjesavske doline. Ja, naša skupina je v bistvu nastala drugi dan vojne. Najprej so sestavljala Borut Kordež in jaz, tretji dan vojne se nam je pridružil Klina Robert in pa tudi Lomrzel, Tone, Metod Bosnič, Cigan Aleksandar, Dušan Mlakar. Kasneje se je njej pridružil tudi Janez Tušar in četrti dan vojne Brane Manevski. V času spopada na Kravankah pa smo v bistvu zraven vzeli še našega snajperista Klemena Urha. Pred zavzetjem vojašnice Radovljica pa so se skupini pridružili še Justin David in pa Šteh Janko. Mi smo sami prišli, noben nas ni vpoklical, bili smo pripravljeni, da se bomo borili in pač to je bilo naše poslanstvo. Vodja skupine je bil Borut Kordež Kugla, vojaško izobražen prostovoljec poslan na jeseniški štab teritorialne obrambe, da spodbudi bojne aktivnosti. Mislim, da nam je takrat meni in Dimiju, ki sva takrat predstavljala začetek udarne enote na Jesenicah, Vidic Jakar je rekel, fanta, dobro bi bilo, če bi šla na Bohinjsko Belo, pa mejhen tam sprožila, da jo vedeli, da smo mi tudi vojska. Ustavila so se na poziciji, ki nam je omogočala pregled na vojašnico. In zdaj se niti točno ne spomnim, jaz mislim, da sva sprožila vsak eno tromblonsko mino, pa povzročila kar precejšno paniko v vojašnici. Nato sva se usedla v avto, pa odpeljala v bistvu še z druge strani Bohinjske Bele preveriti, kaj sva naredila, oziroma pogledati, če lahko še z zgornjega konca spustiva kakšno opozorilno mino. No, takrat je pa, mislim, da se je iz kasarne pripeljal neko vojaško vozilo in smo se malo lovili čez polje. Takrat sva jim sicer ušla v Radovljico, zato ker nisva hotela neposredno, bi rekel, nisva bežala, ampak nisva pa hotela se ustaviti, zato ker bi se mogli streljati, pa še nismo bili pripravljeni, da bi na ljudi streljali v tistem času. Teritorialna obramba in jugoslovanska vojska nista imeli medsebojnih komunikacijskih zvez, zato je Koselj, še vedno ujetnik zveznih miličnikov, predlagal, da uporabijo radijsko zvezo v Golfu, s katerim se je pripeljal na plato. In v tistem, ko so gledali vozilo, so našli tudi noter Armbrusta. No in tako je tisti policaj, ki me je imel na čez, prileti noter in me je ta prvi mi je dvakrat, bi rekel, tako udaril boksno, ki je bil prsen del, nazadnje me je hotel še po obrazu, jaz sem samo glavo dal dol in musel še gor kapo in kokardo, tako da si je porezal prste, kožo si je porezal s to kokardo in je začel klet, no, tismo pride polkovnik Javk noter in prav, nema tučneve, no, so me pač potem pustili in mi začnejo ponovno zasliševati. Rekel sem, da tukaj sem bil pač privezan 2 dni, izmenoma, 2-krat sem šel, lahko, če je smiselno reči, samo 2-krat na potrebo. Občasno so mi dali kakšen cigaret, takrat sem še kadil. In pa, ko so odpirali kakšne konzerve, mi je košček kruha kdo dal
da sem ga mečkem pregriznil. Če je bila situacija, da se je zaostrilo, so me samo odvezali, me peljali ven na rampo in tam čakali, da je kaj bo. In v tistem, ko opazuješ, stalno opazuješ, sem videl, da pripravljajo tudi enega vojaka z ostrostreljno puško, da če bo prišlo do hujšega spopada, ko bom privezan na rampi, da bom verjetno dobil strel iz njegove strani. In rečeno bo, da bo, kot da so me ustrelili naši. Posebna bojna skupina je naredila načrt, kako iz mejnega poslopja pregnati agresorja. Uporabili bi plinske bombe. Dobili smo po težkih pogajanjih s policijo nekaj plina. Načrt je bil tak, da jaz v bistvu naj bi sam odvrgel ta plin v jašek. Ventilator naj bi potegnil ta plin noter. In istočasno, ko ne bi prišlo do eksplozije, bi pač Robi z oljo mi pokril hrbet in bi se nekako umaknili nazaj. Ko sem bil na jašku, sem imel pa en kup enih problemov. Ta prvi problem je bil to, ker nisem imel ta pravega orodja, da bi sploh aluminijasto tole zaščito dol snel. Imel sem ene kombinirke, tako da mi je ratalo najprej en šraub dol dati, ta drugega nisem mogel, ta tretji več ni šel. Pri ta četrtemu sem bil po mojem že toliko živčen, da sem rekel, daj, bom že nekaj. Skozi sem gledal dol, kako je situacija, dan se je delal, čas je šel, pritisk je bil abnormalen. Rešetke sem razpel in istočasno sem roko dal noter, nekako mi to ratalo. Sem samo potegnil in vse je padalo pač v ta jašek. Seveda nisem počakal, da je vse eksplodiralo, začel sem laufati navzgor. Robi nekaj pritiskal na Zoljo, Zolja ni delovala. Jajovci so nekaj začeli kričati. Slišali smo eksplozijo, dosti močno in v bistvu to je bilo to. Umaknili smo se nazaj, efekta ni bilo nobenega, da se je malo začel kaditi ven iz tega jaška. In s tem smo pač to akcijo končali. Kljub temu je morala pripadnikov agresorskih enot na Karavankah padala. Načenjal jo je tudi Janez Tušar, ki je z Lado Nivo vztrajno krožil okoli mejnega prehoda in vojake pozival k predaji. V nedeljo sem pa videl, da ker je bila zadeva popolnoma mirna, da se nekaj pripravlja. V glavnem, zveze z komando mejnega odseka je bila občasna. Pogovori so potekali, vendar nekih uspešnih dogodkov ali pa rešitve ni bilo. Vse do tistega momenta, dokler nismo spet prišlo do spopada. Ko so vžgali motorje tankov in s tem kršili premirje, Janko Stušek je vojsko pozival. Prekinite delovanje tankov, sicer bomo tudi to smatrali kot bojno aktivnost, bojno dejanje. In seveda niso prekinili. Tanki so se malo pomaknili bolj na boljše mesta. In čez 7 minut sem izdal Borutu Kordežu, ki je vodil tudi posebno udarno diverzantsko skupino, ukaz strela v tank. Kordež se je pripravil na strel, Stuškov ukaz pa posredoval tudi soborcema na pobočju Mežakle. Z Lokovškom sva za eno majhno skalo, ki je bila cirka velika meter krat meter, mi strelila 2 raketi z olje. Lokovšek je s prvo raketo zadel transporter, ki je bil tukaj na plantoju, in ta transporter je močno zagorel. Sprva si slišal močen pok in čez čas in streljanje, tako da je pričel kar teh rikošetov, kar, kako bi rekel, drobci so leteli po steklu. Jaz še enkrat vstanem in pogledam dol, vidim, da gori ta vlačilc za tanke. Seveda v tistem hipu je tudi tank ustrelil nazaj, je ustrelil pod Kordeža v zemljo, ali hote, ali je zgrešil, to je težko reči. Strašansko je počela tankovska mina. Zvonilo nam je po ušesih, neslo je zemljo preko hiše. To je bil očiten prvi znak, v bitki smo.
ko sem videl, da se cel tega oklepnega vozila premika, se pravi, takrat mislim, da sem sprožil eno ali dva armbrusta v njega, on je potem lociral, kje to je. Ležali smo pa tle je bil en tak nasip. Ob Kordežu je bil tudi ostrostrelec Klemen Urh. Sem mu rekel, da zdaj pa glavo fajn nabij noter v ta pesek, ki zdaj pa fajn poča. No, in dejansko je vsekal v ta nasip, je kar za pol metra nazaj premaknil. In ko sem pogledal, je on toliko usta odprl, da je mu pohnil usta in nos peska. Tako da smo komaj očistili tiste poti dihalne, da je lahko zadihal. No in takrat seveda se je usulo z vseh strani, jaz sem dal ukaz ogenj, tudi ostalim poveljnikom enot. Tank je še enkrat ustrelil in to je ustrelil preko hiš nad Hrušico. No in spomnim se, da so s tanka, da sta bila dano povedala tank pucaj, samo dva strela sta bila izstreljena z prvega tanka in potem zgleda, da niso imeli več možnosti poveljevati tanku. Tako da je tank nehal streljati in je bilo samo slišati streljanje s pehotnega orožja. Rekel, po nekih 10-15 minutah se je tukaj že začelo slišati vrču z municijo, 4 municijo. Sem rekel, to je že dobro znamenje. To je že dobro znamenje in res po nekako pol ure je bilo pa, se je pa že slišalo, da gremo v prekinitev streljanja in da se zadeva umiri. Strašen črni dim se je dvigal, videlo se je do Radovljice in seveda tudi slišalo se je do Radovljice. K sreči pa je bila to bitka z veliko pameti, pa morda tudi sreče, nismo imeli žrtev. Bitka se je pričela 5 minut čez 12 in to je bila bitka za osvoboditev. Tudi ta pogoj je bil postavljen, da spustijo ujetnika majorja Koselja. V pogajanjih, ki so sledila, je teritorialna obramba krepila pritisk na jugoslovansko armado, še posebej, ko je dobila dodatno orožje. Dobili smo ročno protiukrepna orožja ose 90 mm in s tistimi osami potem smo pa bistveno lažje začeli izvajati naš del aktivnosti, predvsem z namenom psihološkega pritiska, ker smo na določenih položajih te dolge gromozanske cevi tudi pokazali. Po tem spopadu so, bom rekel, dogodki šli malo bolj v smeri, da se bo nekaj naredilo, praktično, da se bo jugoslovanska vojska umaknila z mejnega prehoda, kar je bilo tudi sklenjeno z 30. junija na 1. julij. Dogovori so potekali na Jesenicah. V teh pogovorih je sodeloval major Javk, v teh pogovorih je sodeloval šef zvezne policije in pa, bom rekel, oseba, ki se je vedno imenovala kot prevajalec, mislim pa, da je bil nekdo iz vrha državne bezbednosti. Pogajanja so trajala, mislim, da 6 ur. Nekajkrat je iskal zvezo in tudi omogočili smo mu zvezo z Ljubljano in celo z Zagrebom, ker je takrat bilo poveljstvo tega armadnega območja že v Zagrebu. Vsi so mu utegnili pomoč, celo njegovi, vsi so mu dali ukaze, naj se ne preda in naj se ne pogaja. Vsi so mu obljubljali, da bojo poslali naslednje jutro pomoč, da bojo poslali avione. Vendar pomoči ni bilo in ob 11:30, ker ni bilo nobenega klica po radijski zvezi od mejnega odseka ali, bom rekel, ali komande iz Ljubljane, smo orožje odložili na mejnem prehodu in se pripravili za odhod z mejnega prehoda. In po tem dogovoru je tudi major Koselj bil izpuščen kot ujetnik zvezne policije. Pride eden, niso prijeli ključek za Lisice. Potem pride še ta drug, tudi nima pravega ključka. Tako da so mogli poklicati tega policaja, ki mi je imel glavnem skozi, znači je skosta so mu pravili. Pride on in pravi, šta Janez, da te vežem ali te stežem? Sem rekel, ne, odveži. Šta? Je šel nazaj, ne vem, je šel do Javka ali do kjerga, pride nazaj.
predvsem neč te vezati, neč te stezati, odklene, pa sem bil, rekel, po 2 dnevih ujetništva sem bil, rekel, lahko spet svoj in spet tisti pravi, če lahko tako rečem, pravi Janez. No, kar se je vzpostavilo, da nihče iz štaba, pa tudi od predstavnikov ljubljanske vojaške oblasti ni pripravljen iti na karavanke prevzeti te vojake in policaje, ki so se predali. Se pravi, od tukaj sva se odpravila. Jaz pa z mano je bil ostrostrelec Klemen Urh, ki je bil za vsak slučaj zraven, če bi slučajno kdo od zvezdnih policajev, ki so bili tu zraven, nekontrolirano reagiral. Se pravi, vojska je stala na enem mestu, na drugi lokaciji je bilo orožje zloženo, pa kompletna oprema in praktično je bil ta prevzem izveden, rekel, čisto po vojaških pravilih. Tako, mislim, da je bil Javk dober vojak. Jugoslovanska vojska se 27. junija ni ustavila le na karavankah. Enote so imele ukaz zasesti tudi mejna prehoda na Koranskem sedlu in v Ratečah. V Ratečah je armadnim vojakom poveljeval kapetan Andrej Cestnik. No, postavljeni smo bili pred dilemo, kako izvesti akcijo zamenjave table in zastave na mejnem prehodu. Glede na to, da nam je Cestnik že pokazal ukaz, na katerem je pisali, da v primeru, da pride do zamenjave table in zastave, da oni uporabijo lahko zoper nas strelno orožje. Seveda to ni bilo niti za nas, niti za njih tako enostavno, ampak treba je bilo pa izvršiti seveda tudi naš ukaz, da to storimo. In glede na to, da smo se nekako poznali z kapetanom Cestnikom že prej, smo šli na posebno mesto, Klemenčič, jaz pa Cestnik, in smo se dogovorili tako, da tablo zamenjamo, zastavo zamenjamo, vendar s pogojem, da to obrazložimo na ta način, da Cestnika z vojsko še ni bilo na mejnem prehodu, oziroma da je prišel nekaj minut kasneje, ko je bila tabla že zamenjana. No in tako smo tudi naredili, zamenjali smo tablo, zamenjali zastavo in vse je bilo v redu in prav. Takrat ta tabla je potem ostala na mejnem prehodu, ni bila nikdar sneta, niti zastava slovenska je ostala na mejnem prehodu. In ko so 27. prišli ta kolona po cesti, ta kolona je sestavljala, na čelu je bila kampanjola, mislim, da je bil to Lončar, potem so bili pa še dva oklopna transporterja, dve protiavionska topova, to so pravi Prage, in pa tank na temu vlačilcu. In to je šlo na nas zelo hitro, tako da, čeprav smo imeli mi po tej radio postaji komando, da se strela na to, ampak mislim, da je to tako hitro šlo, pa tako smo bili nekako vsi presenečeni, da nobenega strela ni bilo izstreljenega. In največji problem je bil ta, da niti milica takrat, niti policija nismo imeli zadosti orožja, da bi takrat vstopili v aktivno vojno proti tistem, ki so bili takrat okrog mejnega prehoda. No, ko smo potem dobili obvestilo, da se približujejo helikopterji, smo se mi pač iz te ob cesti, smo bili prej, smo se premestili odzad v vas, da bi recimo na te helikopterje lažje delovali. Sam, ko so te helikopterji prileteli, to je bil za nas en tak, mislim, šok. Mislim, to tista velika gmota nad tabo. Jaz sem bil ob tej radijski postaji in ta radijska postaja je tisti trenutek prenehala delovati in nam je 15 minut nismo imeli nobenih vez. Tako da tudi na te helikopterje nismo delovali. No, takrat je pa priletel Ivan. Ja, takrat so prileteli helikopterji v Rateče, sem bil jaz slučajno na krajevni skupnosti skupaj s tajnikom pa s predsednikom.
in so helikopterji leteli čez Ratovče, sem se usedel v avto in sem se odpeljal v tale križišče pri meji. Tam sem videl od oficirjev Lončarja, ki sem ga poznal, in Andreja Cestnika, in Andrej Cestnik je takoj navezal z mano stike, ker vem, kje so pač naši teritorialci, da bi se rad pogajal, da ne bi prišlo do streljanja. Jaz bi samo še en stavek povedal, ga je Cestnik izjavil takrat, on je tako rekel, fantje, te pizdarijo čez en teden konc. Je rekel, dajmo se zmeniti, da se ne streljamo, da namo imeli mrtvih na vesti. V republiškem štabu v Ljubljani so se spraševali, zakaj na Zgornjem Gorenjskem ni oboroženega upora proti jugoslovanski armadi. Janko Stušek je bil poslan, da ugotovi, kaj se dogaja. Težko je bilo pričeti z vojaškimi aktivnostmi pravzaprav po duši še civilistom. To sem takrat ugotovil, kajti reakcija je bila huda, dobil sem oster odgovor nazaj komisarja bataljona, češ zakaj sem se prišel tu mešati, da se oni pogajajo, da bojo s pogajanjem to dosegli, da bojo prevzeli prehod. Povedal sem jim, da jim helikopter pristaja pred nosom in niso uporabljali armbrusta. No, potem so pa te dogodki tako tekli, da smo se mi s Cestnikom potem dobili tlele, temu kotu, na tem mestu in smo se začeli pogajati. No in ta pogajanja so vsakodnevno potem potekala v gostilni Šurc. Bilo je psihološko kar naporno, seveda povezano je bilo tudi z dogajanji izven tega območja, kako so se stvari odvijale na nivoju republike, na nivoju bivše občine Jesenice. Za okrepitev enot je bil v Radovljici mobiliziran alpski izvidniški vod. Pobral sem fante skupaj, sem rekel, fante, urati, če moramo. Dobili smo 2 kombija, nobeden ni vedel, kako, kje, kdaj, kam gremo, kaj se gor dogaja. V glavnem, med potjo smo se stavili na Jesenicah na štabu. Tam sem vprašal, kako priti do Rateč, kaj narediti, če nas ustavijo in tako naprej. So rekli, se v te sami znajdu. Mi smo takrat, ko smo dobili ta alpski vod, tukaj gor postali tudi močnejši. Tega se je zavedala tudi vojska in v nadaljevanju samih teh pogajanj, zdaj, da se nismo samo pogajali o tem, kako se ne bomo streljali, ampak smo se dejansko pogajali o vseh zadevah, ki so se tukaj dogajale, s tem, da smo pa mi stalno vršili neki pritisk na njih. Prvi pritiski so bili to, da vojski nismo dali kruha, nismo dovolili pristopa do pošte, da smo jim izklopili električno energijo, da smo jim zaprli vodo. Kar naenkrat je en vojak, ki se je kasneje izkazal, da je Slovenc, nekje od Nove Gorice je bil, začel teči pred nam, se nam predal in da lahko pokažemo, kako je bila situacija vse resna. Moram reči, da je prva izjava bila, da če ga pa mislimo nazaj dati, pa raje vidi, če ga ubijemo. In tako smo nekako potem dokončali ta pogajanja do predaje, ki se je potem dogajala v prvi fazi. Del moštva, ki je bil pripeljan iz Bohinjske Bele, to je bil tistih 70 mož, ki je bil s helikopterjem pripeljan na to območje dne, mislim, da je bilo to 1.7. 2.7. potem je prišlo še do predaje vojske obeh mejnih karavelj. V tistih usodnih časih leta 1991 sem bil tajnik krajevne skupnosti Kranjska Gora in prav na tajništvo smo dobili zahtevo od občinskega štaba teritorialne obrambe, da organiziramo pogajanja z enoto, ki je prejšnji dan, to se pravi 27. junija, zasedla karavlo Koren. Mednarodni mejni prehod Korensko sedlo je nadzoroval kapetan Stanislav Kneževič. Na pogovor sem šel dejansko 4-krat.
Naslednji dan je bil pogovor spet z kapetanom in takrat sem jim povedal, v narekovaju, da so se njihovi kolegi v karavli na Vratečah in na prehodu že predali, kar pa seveda ni bilo res, ker sem prvi dan ocenil, da nimajo niti povezave z njimi. In res so takrat to tudi verjeli. Kljub temu pa se še niso hoteli pogovarjati o predaji, ker so nekako čakali povezavo oziroma zvezo z svojim poveljujočim na Bohinjski Beli. Med vojaki na prehodu je vladala velika nervoza. Jelinčiču, ki se je hodil pogajati o predaji, so celo zagrozili, da ga bodo ustrelili, če se vnovič pojavi. In grožnje tudi podkrepili. No, tretji dan je bilo ob 6. zjutraj oziroma 8 minut čez 6 sproženih 2 strela iz samohodke. In sicer je en strel bil usmerjen v Vitranc, naslednji je pa šel čez Vitranc. Čas in tok dogodkov so tudi tem enotam vzeli upanje v zmago. V nadaljnjih pogajanjih so dejansko pristali na predajo, ki jo je tako kot v Ratečah opravila posebna bojna skupina skupaj s pripadniki slovenske milice. Pot do mejnega prehoda pod Koronom je bila otežena zaradi podrtih dreves, tako da so nam jo očistili gozdni delavci. Takoj, ko smo gor prišli, smo vstopili v kontakt poveljnika, to je bil Stanislav Kneževič. On se je pravno formalno nam predal nam je poveljevanje in vse stvari, tako da smo mi prevzeli 2 prage in se s tem 2 pragami v dobri uri odpravili nazaj proti Jesenicam. Ostala je samo osnovna enota karavle. Orožje je ostalo vse na Korenu in vse to je v poznejših dneh prevzela enota teritorialne obrambe, ki jo je vodil Marjan Bohinc in ki je prišla na korensko sedlo in svojo nalogo seznanila poveljnika. Pristal je, da tudi oni izpraznijo stražnico in da se z našim avtobusom odpeljejo na zbirno mesto. Posebna bojna skupina je opravljala tudi druge naloge, med drugim tudi eno nalogo za našega soborca Jankota Šteha, ki je v bistvu prebežal v teritorialno obrambo med boj. On je imel družino v Karlovcu, zato smo rekli pač, da jo bomo šli iskat. Šli smo čez celo Slovenijo, prečkali mejo Hrvaško in v nočnem času v bistvu potegnili družino iz Karlovca nazaj v Slovenijo. Sledilo je osvobajanje vojašnic. Naslednji dan po v bistvu 2 najavah letalskih napadov smo v bistvu se dogovorili, da moramo zavzeti še vojašnico Radovljica. S to vojašnico so v bistvu že naši pripadniki teritorialne obrambe imeli obkoljeno 3 do 4 dni. Tako da v bistvu smo samo prevzeli pobudo, zapeljali smo se tja, Kordež je hodil naprej, jaz sem ga vrval, za mano je hodil Klinar s protioklepnim orožjem, ki bi nam dal eno dodatno zaščito, če bi prišlo do streljanja. Za nami sta bila pa Justin David in pa Šteh Janko z puško mitraljezom. V bistvu je vse potekalo gladko, prišli smo do glavnega vhoda, dvignili rampo in predvsem pripadniki nesluženega vojaškega roka so se vsuli ven, predali so orožje, tako da ni bilo nobenih večjih problemov. V vojašnici so ostali samo pripadniki zvezne policije in pa častniki. Vojašnica je bila prevzeta v bistvu v slabih 2 urah. Vojake jugoslovanske armade v vojašnici na Pokljuki je v predajo prisilil vod vojaške policije. Tako sem v zgodnjih jutranjih urah s svojim vodom odšel na Pokljuko. Tu smo z vseh strani blokirali vojašnico in pa preko megafona sem pričel pozivati starešine in vojake k predaji. Po približno 1 uri sva se s takratnim poveljnikom, vodnikom Tošičem sestala na zapornici, na rampi, kjer sem mu postavil pogoje za predajo kasarne. Nato pa sva odšla v prostor vojašnice, kjer so vojaki prinesli
orožje na dvorišče in smo podpisali prevzem vojašnice. Bila je kratka, a bila je vojna. Danes bi morda kdo ravnal tudi če kot je takrat, a ponosa ne gre skrivati. Še to bi rad povedal, da sem kot poveljujoči Alpsko-izvidniškega voda tukaj zelo dobro sodeloval s krajani. Pomagali so nam res veliko, tako kar se tiče prehrane. Pekli so nam kruh, ko ga ni bilo, oskrbovali so nam recimo s toplim mlekom, s toplimi napitki, ko smo cele noči patrolirali okrog in ni bilo nič toplega za podzob. Zelo ponosen sem, ko pridem na to srečanje tukaj na Tromejo, da mi ni treba gledati nobenih objokanih obrazov in pa nisem mi treba spominjati, katera hiša je bila podrta in katera pa ni bila. Na koncu bi rekel vsem tistim, ki smo jih omenili, pa tiste, ki smo pozabili, vsem se zahvaljujem za to sodelovanje. In ne zahvaljujem, ampak vsi naj si štejejo, da je ta zmaga naša skupna zmaga. Zmaga vseh, ki so verjeli in nesebično pomagali osvoboditi Zgornjo Gorenjsko in obraniti samostojno Slovenijo. Yeah.